Električno energijo proizvajamo iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov, vodne, jedrske in sončne energije. A naša najdragocenejša energija je znanje. Skupina Gen. Čista energija za svetlo prihodnost. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Leto 2020 mineva v znamenju koronavirusa. Kako so neobičajne okoliščine vplivale na energetiko, dobro ve naš gost. Z nami je generalni direktor družbe Gen Energija Martin Novšak. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako je torej epidemija vplivala na poslovanje skupine in družbe? No, sicer k sreči imamo v skupini zelo izkušene ljudi, z veliko tehničnim in seveda organizacijskim znanjem, izkušene vodstvene ekipe in smo pravzaprav se lahko soočili s temi novimi izzivi z res veliko izkušnjami in moram reči, da smo tako organizacijsko bili inovativni, pa tudi seveda tehnično, tehnološko, procesno, da smo pravzaprav zelo dobro, končali bo zelo dobro leto z izredno dobrim obratovanjem naših enot, zanesljivo dobavo električne energije tudi vsem ljudem, ko so bili doma. In seveda lahko rečemo, da je to, z tega stališča smo se uspešno soočili s tem. Seveda smo pa ob tem pazili predvsem na zdravje naših ljudi, tistih podizvajalcev, ki so nujni za izvajanje poslov. Veliko delali tudi od doma, tam, kjer seveda procesi dela dovoljujejo. V centrih vodenja pa posebej rigorozne ukrepe sprejemali tako za varnost obratovanja, kot seveda zanesljivost obratovanja energetskega sistema. Mogoče malo več poveste o ukrepih, ki ste jih sprejeli? No, prvo, kar je, mi smo, ko smo spremljali dogajanje na Kitajskem, pravzaprav že predvideli posledice ekonomske krize, predvsem na odjem električne energije in pravočasno pravzaprav preko mednarodnih trgov nekako prodali viške energije in s tem zaščitili pravzaprav naše rezultate že v mesecu januarju in pa začetku februarja. To je bil najbolj pomemben ukrep kratkoročen in seveda na tak način tudi razbremenili pravzaprav naše potrošnike problemov neodzete električne energije. Na drugi strani smo se pripravili takoj na, bi rekel, rigorozne ukrepe, kako zagotoviti zdravje ključnih kadrov v kontrolnih sobah, operaterjev v kontrolnih sobah, v naših dispečerskih centrih, na tak način, da smo jih izolirali od, nažalost, družin in okoliškega, bi rekel, prebivalstva in pa stikov in na tak način zagotovili popolno zdravje teh ljudi v teh najbolj zahtevnih časih in pa seveda, moram reči, zelo profesionalno obnašanje vseh naših zaposlenih je zagotovilo, da pravzaprav nismo imeli primera in težav z zagotavljanjem obratovanja naših enot. Kako zahtevno pa je poslovati v takšnih nenavadnih okoliščinah, kot so letos? Prav gotovo je to bil velik izziv za vse nas in za vse zaposlene, oziroma še je. Predvsem kako koordinirati pravzaprav vse procese, ki morajo teči na lokacijah elektrarn v naših centrih, na drugi strani z vsemi podizvajalci, dobavitelji, potem z delovanjem mednarodnega trga električne energije, ki tudi smo prispevali k temu, da je še živel naprej, da ni prišlo do razpada. In pa seveda ta operativni del smo še nekako zagotovili tudi z delom od doma, z močno računalniško opremljenost naših zaposlenih in zagotovili pravzaprav to zanesljivo skrbo. Ostalo delo, kot je pa razvoj, predvsem pa investicije smo spomladi morali za nekaj časa zaustaviti, v jeseni pa ne, smo nadaljevali z investicijami, seveda te mednarodne pogodbe in pa dobavitelji je malo težje dobaviti opremo, predvsem pa tudi potovanje ljudi, tako da smo poskušali nadaljavo reševati čim več stvari, tudi prevzeme opreme in moram reči, da smo uspeli vse te investicije nadoknaditi večino časa, ki smo ga izgubili v tem času. Je pa izziv, seveda ostaja pa razvoj, so pa teme razvoj novih trgov, novih dejavnosti, kjer pa seveda stvari grejo počasneje in prav gotovo bomo nekako v tem letu izgubili en del tistega dinamike razvoja, ki bi jo sicer realizirali. Kljub zahtevnim okoliščinam pa ocenjujete, da boste dosegli načrtovane poslovne rezultate, drži? Ne samo, da bomo dosegli, pravzaprav je letošnje leto izredno z tega stališča. Jasno, da je to posledica prejšnje letnih vlaganj, tako v tehniko, v organizacijo, v ljudi, v znanje.
In seveda zaradi tega smo imeli tudi praktično 100% zanesljivo obratovanje nuklearne elektrarne Krško. Hidrologija sicer je bila v prvem poletju slabša, smo jo nadoknadili z nadomestno energijo, ki pa je bila v tistih časih relativno nizka cena. V jeseni boljša hidrologija, tako da pričakujemo, da bomo nekje planirano proizvodno dosegli na 100%. Dočim na poslovnih rezultatih pa ravno zaradi optimizacije, ki smo jih delali, pričakujemo nadplanske. Naj rečem, da to presegali bomo plan verjetno v neto dobičku vsaj za tam 15 do 18%, tako da dejansko planirali smo na družbi 33 milijonov, računamo, da bomo končali letos 45, govorimo o neto dobičku, in pa na skupini pa smo planirali 53 milijonov, končali bomo na nivoju 65 milijonov, kar so pravzaprav rekordni rezultati. Seveda pa gledamo predvsem naprej, kako naprej zagotavljati zanesljivo oskrbo in seveda tudi primerne cene. Tako da ja, poslovno leto uspešno, obratovalno leto izredno uspešno, tudi na drugi strani dobra kompenzacija neodzete električne energije na trgu, in to so elementi, ki so, bi rekel, predvsem prihajajo iz izkušenih vodstev in pa ljudi. Letos je minilo 50 let od podpisa sporazuma o gradnji nuklearke v Krškem. Kako po vseh teh desetletjih ocenjujete vlogo krške nuklearke? Zdaj, elektrika je postala tako samoumevna, da je vedno prisotna in to po sprejemljivi ceni. To je naredila pravzaprav nuklearka. Ta investicija, ta odločitev o izgradnji je bila seveda smela za takratne čase, zelo pomembna za Slovenijo, za Hrvaško tudi, za regijo. Nuklearna elektrarna Krško je seveda v tem času prvič zagotovila zanesljivo oskrbo. Če se spomnimo, v Jugoslaviji je bilo veliko razpadov sistema, po začetku obratovanja jedrske praktično razpadov sistema več nismo imeli. To pa predvsem zato, ker je to velik generator, ki močno drži omrežje in pravzaprav ne dovoli manjše motnje, da bi prišlo do razpada sistema. To je največji, bi rekel, doprinos. Drugo, v tem času je seveda zagotovila primerne cene električne energije, tako da smo pravzaprav vse socialne kategorije in gospodarstvo dobili primerne konkurenčne cene za konkurenčnost gospodarstva in za delovanje javnega sektorja tudi. In pa seveda, kar je pomembno, okoljsko, pravzaprav brez vplivov na okolje, brez izpustov CO2. V tem času je elektrarna pridelala približno 200 teravatnih ur, ampak če bolj povem slikovito, 58 let vse slovenske porabe vseh gospodinjstev električne energije. Ali pa 15 let vse slovenske porabe električne energije, kar je seveda enormni prispevek tako k ekonomiji, okolju, kot tudi zanesljivi oskrbi ali pa, če hočete, strateški varnosti slovenskih odjemalcev. Ta, bi rekel, doprinos je pravzaprav nekako samoumeven, je pa dejstvo, da nam mora dati motiva, da razmišljamo naprej. Kaj pa potem prihodnost, kako kaže drugemu bloku jedrske energije? Zato ravno zaradi teh izredno pozitivnih izkušenj z obratovanjem obstoječe enote, kjer želimo obratovati vsaj do leta 2043 ali več, je seveda pomembno, da v tem prostoru zaznamo probleme, to pa so, da uvažamo precejšen del električne energije, da seveda so fosilna goriva, nekako jih kurimo hitreje, kot nastajajo, bo potrebno seveda čim prej zgraditi drugi blok. Mi seveda delamo poteze, ki so pomembne za Slovenijo, to je predvsem, da pridejo strateške dokumente, kot je podnebna strategija, kjer z njo pravzaprav z jedrsko, z nizkoogljično energijo, z brezogljično energijo dodajemo pravzaprav hiter prehod v nizkoogljično družbo. In pa seveda dali smo letos vlogo za energetsko dovoljenje, tudi dopolnili z določenimi študijami še v novembru, tako da pričakujemo potem tudi v naslednjem letu izdajo okoljevarstvenega energetskega dovoljenja in pa seveda potem pričetek postopkov za okoljevarstveno soglasje in pa za umeščanje prostora. Tudi zdajšnja nuklearka mora pridobiti novo okoljevarstveno soglasje za nadaljnje obratovanje. Kaj to pomeni? No, prvo, kar je doprinos obratovanja jedrske elektrarne v smislu varovanja okolja, je tako velik, saj pravzaprav je v tem obratovalnem času nekako preprečil, da bi nekje 200 milijonov ton CO2 proizvedli iz drugih virov, kar pomeni, da varujemo okolje, varujemo pravzaprav zrak, da ne govorimo o NOx-ih in pa ostalih prašnih delcih, če bi to proizvedli seveda s termoelektrarn. Zato verjamem, da bo tudi okoljevarstveno poročilo, vsi dokumenti dovolj jasni, če tako rečem, dovolj neposredni in pa seveda jasno dokazali
pomembno vlogo pri ohranjanju okolja, pri okoljski, biotski raznovrstnosti v našem okolju in seveda ohranjanju predvsem tudi zraka in pa našega okolja, da ne govorimo o ekonomskih in ostalih učinkih, da bomo tudi to dovoljenje tudi dobili. Kako pa je z izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini? Kako daleč je zdaj ta projekt? No, nekako se odvija naprej, so tudi te mednarodne presoje vpliv na okolje bile narejene, seveda pa bo potrebno iti čim prej v razpis za izvedbo in v pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da računamo, da bi v naslednjem letu morali pravzaprav začeti s to investicijo tudi fizično. Pripravljalna dela so bila izvedena, tako da se že dogajajo stvari, seveda pa želimo to pospešiti, saj je to pomembno tako za obstoječi objekt, da na varen način tisto malo količino odpadkov z nizko radioaktivnostjo seveda primerno skladiščimo, primerno odložimo na dolgi rok in seveda tudi za nekako razumevanje izgradnje novega bloka. Letos remonta v nuklearki ni bilo, ga pa načrtujete v prihodnjem letu. Kdaj, v kakšnem obsegu? Po zamenjavi upravljalnikov v letu 2000 je NEK prešla potem na 18-mesečni cikl ali pa leto pa pol obratovanja in seveda se potem v 3 letih sta 2 leti z remontom, pa 1 leto brez remonta, no letošnjo leto je bilo brez remonta. Tudi to nam pomaga pri zelo pozitivnih rezultatih. Drugo leto je remont v aprilu, pomemben remont, zahteven, poleg seveda zamenjave goriva za naslednji cikl bo izvedeno tudi vrsto investicij, varnostnih nagradenj, priključitev teh varnostnih nagradenj, tako v fizičnem kot v finančnem smislu in bodo, seveda je to kar zahteven in obsežen remont. Seveda zahtevnost je pa tudi, ker moramo v tistem času dobiti nadomestno energijo, jo prepeljati v Slovenijo, kolikor nimamo zelo dobre hidrologije v tistem času, tako da je to kar nekaj izzivov in seveda to tudi vpliva potem na poslovanje cele skupine. Če gledava po celem svetu, kako cenjena je Slovenija kot jedrska država? Jaz bi rekel izredno cenjena. Izredno cenjena, daleč presega pravzaprav to našo relativno majhnost, saj imamo pravzaprav eno jedrsko elektrarno in to uspešno obratujemo in ta uspeh pravzaprav prepoznavajo vse države, ki so jedrske, še več. Tudi to referenco jemljajo kot uspešno, bi rekel, vključitev jedrske energije v normalno življenje in z obratovanjem take elektrarne. Predvsem so to Poljaki, ki seveda imajo ogromno premogovnih termoelektrarn, želijo preiti na jedrsko in zato seveda nas spremljajo kot tak idealni primer, tudi Srbi, ki nekako vidijo, da dolgoročno brez bojo mogli nadomestiti te njihove termoobjekte, tudi Makedonija in tako naprej, ker si je problem dolgoročno, da so preveč vezani na fosilna goriva in seveda vidijo jedrsko perspektivo bolj rožnato kot mogoče mi v Sloveniji. Ne? Premiki so bili letos tudi pri hidroelektrarnah. Ovir za izgradnjo zadnje v verigi hidroelektrarne Spodnji Savi, torej Mokriške hidroelektrarne, ni več, drži? Ja, zelo pomembna je tudi ta vladni sklep o tem prevladi javnega interesa nad seveda zdajšnjimi procesi. Tukaj je pohvala vladi, no, je perspektivno jasno, je, da v Sloveniji energetika in tudi ostale družbe imamo na zalogi predvsej investicij, ki bi mogli iti naprej, pa stoji nekako na okoljskih soglasjih. Zato seveda želimo to investicijo čim prej nadaljevati. Imamo že pripravljene pogodbe, imamo pripravljene podizvajalce, dobavitelje in seveda, bom rekel po domače, pripravljene bagre, da začnemo in da to verigo združimo skupaj, ker skupna veriga pomeni, sama elektrarna ne pomeni toliko, kot pomeni cela veriga, shranjevanje te energije za čez noč, tudi oscilacije, ki jih potrebujemo za to, da balansiramo tako imenovane fotovoltaične elektrarne, sončne elektrarne, ki pač sije samo 2-3 ure na dan, zato s hidroenergijo balansiramo in vsak tako akumulacijski bazen nam zelo pomaga pri tem, sprav gre za velike ekonomske učinke za to, da imamo potem mi tudi sprejemljivo ceno električne energije, na koncu pa seveda v vseh časih dneva in vseh letih časih na razpolago. Kakšna je potem časovnica, kdaj bi lahko recimo zabrneli stroji, kdaj bi potem... Mi zaenkrat računamo, da bi to začeli z aprilom, ne 1. aprila, no, tisti ni pravi datum, ampak nekje v aprilu, da bi pridobili seveda gradbeno dovoljenje in takoj začnemo potem z izvedbo investicije. Kaj pa srednje savske elektrarne? Kaj je novega na tem področju? V letošnjem letu je bila podpisana v začetku oktobra koncesijska pogodba, sicer z holdingom Slovenske elektrarne, vendar pa nekako vemo, da v slovenski energetiki se brez gena nič več ne dogaja, ne? In se tudi tam ne bo v smislu sodelovanja kadrov
sodelovanja naših organizacij. Ne nazadnje bo mogla vsa slovenska energetika združiti svoje sredstva, amortizacije, proste amortizacije in pa seveda dobičkov za to, da se bo tudi to zgradilo. Seveda nekaj let je manj, je bolj vlaganje v papirje, v dogovore, potem, ko se pa začne investicija, bo pa dogovor prav gotovo, da vsi sodelujemo pri tem. Cilj je, da bi to Savsko verigo združili, dolgoročno je to treba razumeti, da srednja Sava že zdaj umetno pravzaprav teče voda mimo Ljubljane ali pa če hočete po celi tej dolini, ker mi z hidroelektrarno v Medvodah, ki je v naši skupini, seveda reguliramo pretok. Tako da dejansko je smiselno, da bi to verigo združili in seveda tudi omogočili potem večjo prožnost sistema za oscilacije, ki nastajajo bodisi na proizvodni strani, to je predvsem fotovoltaika, sončne elektrarne podnevi, kot seveda tudi oscilacije odjema, ker je pač težka industrija, če dalje manj, ki jemlje 24 ur na dan, ampak če dalje več oscilacij tudi na odjemu, tudi z, bi rekel, klimatizacijo, tudi na drugi strani z ogrevanjem na toplotne črpalke, je potrebno še več teh oscilacij delati in hidro je ravno zato najbolj, bi rekel, koristna in ekonomsko seveda zelo veliko prispeva. Omenjali ste sončno energijo. Kakšno vlogo igra v skupini GEN in kakšna je v bistvu njena prihodnost? Mi smo zelo intenzivni na področju seveda izgradnje malih sončnih elektrarn, tudi večjih. Trenutno imamo na GEN-I celo večjo 17-megavatno elektrarno v Makedoniji. V Makedoniji je malo več sonca kot pri nas. To je prvi razlog in drugi razlog je, da nekako makedonska vlada tudi to podpira, tako da gremo v večjo. Potem za samo skrbo na leto naredimo tam preko 700 takih elektrarn po Sloveniji, tako da se kar pomembno povečuje ta inštalirana moč. Seveda proizvodna je glede na sonce, je ni po noči, je ni po zimi, tako da moramo potem to balansirati. In pa seveda zdaj trenutno smo ravno pred tem, da se odločimo tudi za 6-megavatno sončno elektrarno na področju hidroelektrarne Brežice, na teh degradiranih področjih, tako da upam, da bomo tudi te odločitve sprejeli v naslednjih tednih, potem tudi to izvedli in s tem balansirali dodatno potem, s kombinacijo s hidro, s kombinacijo z jedrsko, povečali zanesljivost dobave, predvsem pa tudi cenovno konkurenčnost. V skupino GEN sodi tudi termoelektrarna Brestanica. Kako poteka izgradnja 7. plinskega bloka? No, mi imamo predvsem v planu največ investicij v NEK-u za povečanje varnosti in pa seveda razpoložljivosti. Potem je seveda hidroelektrarna Mokrice, ki želimo začeti naslednjo leto. Potem so pa že te bloki termoelektrarne v Brestanici, kjer smo uspešno pred leti izvedli 6. blok, zdaj je v montaži 7. blok. Čeprav smo spomladi zaustavili dela za mesec pa pol, smo jih nekako nadoknadili v jeseni in računamo, da bo s 1. marca oziroma z koncem marca elektrarna pripravljena tudi za komercialno obratovanje, kar pa je pravzaprav izrednega pomena, zato tudi hitimo, ker danes teh dneh izrazito obratujemo veliko s termoelektrarno Brestanica za trg, namreč potrebe so tako velike in cene tako visoke, po drugi strani cene plina tako nizke, da smo celo z velikimi bloki po 100 megavatov obratovali, recimo včeraj celi dan za potrebe trga, sicer pa prej tudi 3 mesece z celo plinsko enoto 6, najmodernejšo, pa tudi več dni v jeseni, ko seveda ni bilo hidroenergije, na drugi strani hladno vreme, odjem energije. Nekako je to pred Božičem, vse fabrike delajo, se jemlje energija, malo zahladi, zato je ta poraba višja. Včasih tudi termoobjekti so v remontih, pa to potem mi nadomestimo seveda z Brestanico. Tako da postaja ne samo za sistemske storitve, tudi za trg, kar pomemben dejavnik za to, da optimiziramo cene. Kakšna pa je prihodnost uporabe plina? Plin je energent, ki je seveda fosilni, nažalost, in seveda tudi povzroča CO2, seveda precej manj kot približno pol manj kot sicer premog. Vendar pa ima določeno vlogo, predvsem bo imel vlogo po moje pri kemijskih procesih, namreč iz plina se pridobivajo tudi umetna gnojila, se pridobivajo plastični materiali in tako naprej, tako da upamo, da bomo znali ta plin shraniti za te namene. Dočim za namene proizvodne električne energije je pa problem seveda, da se prihaja iz zemlje zelo daleč od nas, ali pa 6-7 tisoč kilometrov stran in so seveda plinovodi dolgi, zanesljivost oskrbe lahko slaba, poleg tega smo močno odvisni od Rusije, okoli cen in vsega, tako da dejansko za električno energijo je potrebno razmišljati na bolj
bolj domačih virih, ne, to so obnovljivi viri in pa jedrska, ker to nam bo dalo stabilnost in pa seveda večjo ekonomsko učinkovitost. Kaj pa je novega v skupini na področju e-mobilnosti? Na e-mobilnosti smo izredno aktivni predvsem preko GEN-I, tudi v odnosu do kupcev. Peljemo vrsto razvojnih projektov v smislu pospešitve elektrifikacije voznih parkov, tudi pri podjetjih in tudi pri zasebnikih, v kombinaciji tudi z sončnimi elektrarnami. Tudi interni vozni park GEN-I je praktično že popolnoma elektrificiran z različnimi, bom rekel, dobavitelji, da malo preizkusimo pravzaprav te realnosti dobaviteljev in zmožnosti teh avtomobilov. Širimo tudi polnilnice, širimo tudi pravzaprav možnost, da pospešimo, bi rekel, nakupe električnih energije v naši skupini in pa seveda tudi pri privatnikih. In to nam kar uspeva. No. Mislim reči, da smo v letošnjem letu, bom rekel, poleg digitalizacije, ki nas je pravzaprav okolje prisililo, smo tudi največ naredili na tem področju. S pogovorom nadaljujemo po kratkem predahu. Električno energijo proizvajamo iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov, vodne, jedrske in sončne energije. A naša najdragocenejša energija je znanje. Skupina GEN. Čista energija za svetlo prihodnost. V studiu gostimo generalnega direktorja družbe GEN Energija Martina Novšaka. Tehnološki napredek na eni strani in epidemija na drugi strani, kot sva že prej govorila, sta prinesla tudi večjo električno porabo. Kako je na to pripravljeno distribucijsko omrežje v Sloveniji in kako bo naprej, če bo takšen trend? No, izrazito se je letos izkazalo, da je gospodinjski odjem se povečala poraba. Jasno, več je bilo dela doma, več kuhanja, pranja in vse ostale stvari. Industrijska poraba se je pa nekoliko znižala, še posebno v aprilu in maju, in pa zdaj v jeseni nekje za 5 do 8 odstotkov, odvisno po panogah. Nekatere panoge so, kot je gostinstvo, seveda padle skoraj na nulo. Določene so pa tudi povečale porabo, ki seveda več proizvajajo za določene namene. Ne. Tako dejansko lahko rečemo, da nekako se ne dogajajo ekstremne spremembe na odjemu električne energije, zato smo nekako z vsemi izkušnjami, ki jih imamo, bom rekel, z lahkoto sledili tem potrebam, ne, naših odjemalcev in tudi s tem pravzaprav dosegli zanesljivo oskrbo. Kako pa je s podnebnim konceptom oziroma s podnebno strategijo? No, v letošnjem letu je okoljsko ministrstvo pričelo z pripravo podnebne strategije, ki je nekako potrebna za to, da nekako se tudi Slovenija aktivno vključi v podnebne spremembe oziroma omilitev podnebnih sprememb in pripravili tudi osnutek, ki je bil zdaj v novembru komentiran oziroma proizvirane pripombe, kjer seveda se da velik poudarek tudi na področju energetike, transporta, končne porabe energije, potem tudi seveda zmanjševanje porabe energije in seveda velika pozornost se daje virom energije, ki so nizkoogljični ali pa brezogljični, to se pravi obnovljivi viri, pa tudi jedrska dobija svojo vlogo kot brezogljični vir, kar pomeni, da ima neko perspektivo na tem področju. Mi si pravzaprav niti ne zamišljamo bodočnosti brez jedrske energije, ker pač edina danes daje take količine energije na tak zanesljiv način, da lahko nekako računamo na tak standard življenja tudi naprej. V skupini GEN veliko vlagate v mlade, spodbujate mlade, da se odločajo za tehnične, naravoslovne poklice. Veliko projektov imate tudi na te tematike, ustanovili ste Svet energije. Kako pa ste letos, ko je epidemija, v bistvu poskušali približati energetiko mladim? Ja, v začetku smo imeli kar izziv, seveda jasno, brez obiskov, vendar pa ravno pri mladih ljudeh je idej veliko, želja po ustvarjanju velika in smo pravzaprav inovirali, kako ostati v stiku z mladimi in uspeli pravzaprav preko raznih načinov, filmčkov, raznih predstav za šole, omogočiti pravzaprav dostop tudi do sveta energije in do teh tem širšemu krogu z uporabo seveda teh novejših tehnologij. Moram reči, da sem zelo ponosen pravzaprav na mojo ekipo, ki je uspela pravzaprav v teh razmerah tudi zanimirati šole in ostale, da smo ostali v stiku in da smo pravzaprav na nek drug način jim prikazali te stvari. Seveda pa popolnoma enako to ne more biti, kot je pa fizičen obisk in pa delo z mladimi, tako kot verjetno tudi šole ne funkcionirajo popolno 100%, tako kot so prej.
Leto 2020 se torej počasi izteka, načrti za leto 2021 pa so že v teku. Nekaj ste že omenjali, pa vendarle, kaj vse v bistvu načrtujete? No, prihodno leto je kar zahtevno leto, tudi z tega stališča, ker so cene električne energije na trgu padle. Zato pričakujemo nekoliko nižje rezultate kot letošnjem letu. Imamo pred sabo tudi remont NEK-a, to pomeni ne samo investicije in pa stroški, ampak tudi na drugi strani nadomestna energija, ki jo moramo kupiti na trgu. Seveda pred nami je še hidrologija, kakršenkoli že bo. Želimo zaključiti investicijo v termoelektrarni Brestovica, dati pogon ta 7. blok uspešno. Potem smo odločili naprej, kako z starimi plinskimi enotami, ki so že preko 45 let stare. Želimo seveda štartati investicijo v hidroelektrarno Mokrice. To je zelo pomemben štart, zagon, da seveda se začne izvajati. To so, bi rekel, take srednjeročne teme za naslednjo leto. Seveda potem so pa izzivi naprej pri pridobivanju dovoljenj za dolgoročno obratovanje NEK-a, pa potem seveda umeščanje v prostor oziroma začetek umeščanja v prostor tudi drugega bloka in diskusija o tem. To so kar pomembne teme za dolgoročno oskrbo Slovenije. Še kakšna sklepna misel ob zaključku oddaje? Jaz sem zelo vesel, da smo tudi v teh časih uspeli zagotoviti zanesljivo oskrbo vsem našim odjemalcem z električno energijo. Sem zelo ponosen tudi na naše ekipe, ki so zelo, rekel, dodatno prizadevale se za to, da smo to zagotovili, in to smo zagotovili po konkurenčnih cenah in seveda z minimalnim vplivom na okolje. Naša skupina je pravzaprav brezogljična skupina, zato tudi z novim letom začnemo prodajati to tudi našim končnim odjemalcem in jasno povemo, da imamo brezogljične vire in želimo s temi viri tudi nadaljevati. Hvala vam za obisk v studiu in uspešno leto, ki prihaja, vam želim. Hvala tudi vam. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa hvala za pozornost in lahko noč. Električno energijo proizvajamo iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov, vodne, jedrske in sončne energije. A naša najdragocenejša energija je znanje. Skupina GEN. Čista energija za svetlo prihodnost.